večer in dobrodošli na drugem znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici v tem akademskem letu. Na malo spremenjeni lokaciji upam, da ste z lahkoto našli to prijetno dvorano. Danes mi je v veselje in čast, da lahko tukaj gostimo Damjana Zabovnika, vsestranskega človeka, lahko bi rekli tudi morda ideal renesančnega človeka, kot boste videli. Da povem nekaj malega o njem. Damjan je rojen v Slovenj Gradcu, potem večino mlajšega dela življenja je preživel v Velenju. Poskusil se je v študiju fizike, nato je leta 2002 diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani in je zelo vsestranski človek. Moram kar listek pogledati, se pravi, je modelar, je kolesar in nasploh športnik, potem glasbenik, igra bobne, delal je na eksperimentalnih letalih. Glavni razlog, zaradi katerega smo pa danes tukaj, je pa njegovo ukvarjanje s kolesarstvom in s kolesi. Namreč že 20 let se ukvarja z tako imenovanimi lezikoli, bo povedal, kaj to je. Še bolj pomembno pa je njegovo postavljanje rekordov, tako evropskih in še posebej svetovnih hitrostnih rekordov z vozili na človeški pogon. Je tudi soustanovitelj in predsednik Društva za vozila na človeški pogon Horizoa. Ampak mislim, da tukaj lahko jaz zaključim in prepustim besedo Damjanu, da nam pove kaj več o svojem delu. Boste uživali. V čast mi je, da sem nocoj tukaj. Jaz bom predstavil mojo pot, ki poteka podiranje rekordov poteka kakšnih 8 let. To bom predstavil v 6 delih, nekako. Si bomo vmes tudi en filmček pogledali, ker pač film pove za 1000 besed ali več, mogoče milijon, da dobite predstavo, kako s tem kolesom gre. Dotaknili se bomo malo psihologije, fiziološkega vidika, kaj pomeni to za zdravje, kako je treba stvar organizirati in pa tehnično. Tukaj sem jaz najbolj doma, bi lahko rekel. Ivy, odkot je ime, me je prej en vprašal. To je enostavno prišlo iz tega razloga, ker je bila domena še prosta, ivy.com, leta 2001. Pa kratko je, pa še simetrično povrh. Sem rekel, super, pa bo. La vie je sicer življenje po francosko, od tot ideja. Kot vidite, na spletu boste našli kaj več. Z lezikoli sem začel nekako 89. leta. In sicer najprej sem bil obrnjen na trebuh, tudi šel z glavo naprej. Šlo se je zaradi enostavnega razloga, da bi šel hitreje, z manj energije. Potem 94. sem z enim stvorom prišel do Ljubljane, takrat študent fizike. In od takrat naprej sem se malo bolj pogosto na kakšno daljšo turo podal in začel to stvar tudi trenirati. 96. sem preko svojega brata navezal kontakt z Matjažem Leskovar. On je še velja za najboljšega šprinterja v Sloveniji na velodromih. To gre za tiste dirke 1000 km iz mesta ali pa 200 z letečim štartom. 2001 sem zmagal maraton Franja, hotel sem pokazati ljudem, kako je to kolo bolj ekonomično in enostavno ne prideš na svoj račun, če ne narediš nekaj velikega. To je bil zame nek preboj in takrat je Matjaž tudi si zaželil iti hitro in sva začela s projektom podiranja svetovnih rekordov. On je bil v glavnem voznik, jaz testni voznik in pa tehnična podpora, izdelovalec in tako naprej. S tem, da je imel tudi on zelo veliko vlogo, je veliko idej dal in tako naprej. 2002 smo nekako prišli do vožnje vzvratno. Najprej sem hotel krmilno kolo imeti zadnje kolo, pa bi sprednje kolo bilo togo vpeto in bi bil prenos nanj. No, ni se najbolj obneslo, kljub temu, da sem kar lepe hitrosti dosegel, sam ni bilo za vsakega. In potem, ko sem napravil pa prototip za vožnjo vzvratno, je pa to takoj steklo. Sem videl, da bo zadeva, da ima velik potencial in da je ni težko voziti. In na hitro, kakšne prednosti s tem nastanejo. Pozicija telesa omogoča dobro aerodinamiko, je majhen prečen presek. In kljub temu, da imam zelo nizko glavo, ne rabim kamere, ker uporabljam ogledalo in vidim preko glave zelo lepo sliko, kar širok spekter se vidi.
Je dobra ostrina in kontrast z ogledalom, spustil sem, je enostaven prenos, gonilka je zelo blizu pogonskega kolesa in je efektiven prenos, poleg tega je pa lahko vse skupaj zelo ozko. Gonilka lahko izpade ozka, ker tisto kolo ne zavija tam, pogonsko kolo. Težišče vozila je bolj spredaj, to je pa ugodno za bočne vetrove. Jaz sem skusil že par hudih vetrov, pa je kar šlo, no. Razen enkrat v Arizoni sem moral odnehati po 15 minutah, ker je pa res bil že skoraj tornado. Zelo je naravna ta pozicija, mislim, vožnja vzvratno, ker kar jaz delam s krmilom in kar vidim v ogledalu, to dejansko tudi čutim prek centrifugalnih sil. Veste, da se kolo med drugim balansira z trzlaji na krmilo, ne, da prestavljaš centrifugalno silo in to te stabilizira. In tu meni ni treba prav nič posebej drugače razmišljati. Zelo kompleksen je ta projekt, mora biti več pogojem zadoščeno, predvsem je pomembno kolo, da je lepe oblike, da je brezhibno in seveda tu obstajajo pravila, mora biti samo na noge gnano, lahko je z rokami seveda, samo z človeško močjo v glavnem. Steza mora biti gladka, nevalovita, moraš jo imeti na razpolago, kar je zelo težko. Dobre steze so ponavadi zakupljene, neki stez v Nemčiji je po 24 ur na dan zasedenih s testiranimi vozili. Vreme se mora ujeti, brez padavin pa tako naprej. Uradni opazovalci morajo imeti čas, tu obstaja Mednarodna zveza za vozila na človeški pogon in če nimaš teh tam, potem ti ne požegnajo rekorda. Tekmovalec mora biti natreniran, zdrav, imeti dober dan, seveda ne smeš imeti kakih težav z želodcem ali pa kaj podobnega. Vsaj en pomočnik mora biti na voljo in zbran, včasih se gre v Ameriko za teden in več in nekateri imajo študij in tako naprej. Tako da to tudi zna biti problem včasih. Nekaj pomočnikov sem imel Američanov zaradi tega. Denar mora biti seveda, moraš iti preko luže večkrat, pa seveda izdelava kolesa stane in vse to. Mediji so pa zelo zaželeni, če hočeš upravičiti to, kar delaš, mora biti sponzor ustrezno oglaševan in če ni televizije zraven, je kar malo težko, ne. Seveda pa nismo toliko popularni kot kaki nogometaši ali pa dirkači Formule 1, no to je moj rekord iz leta 2008. Bil sem dovolj srečen oziroma dosti trmast, da sem tako dolgo poskušal, da se je vsaj tistih 6 pogojev, nikdar se ni vseh 7 ali pa 8 recimo poklopilo, ampak se jih je dovolj poklopilo, da sem tukaj v slabem vremenu, celo škropilo je, prevozil 87,1 kilometra na stezi Dekra, ki sem jo tudi sam našel preko spleta v Nemčiji. To je ista steza, letos sem postavil nižinski svetovni rekord. Moram reči, da je to oval, 6 km je obseg in ni nobenega klanca navzdol. Vetra ni bilo, tako da je to res taka pravi odraz tega, koliko je možno iti na človeški pogon. Na 200 metrov, ne. Tu je še nekaj več mojih dosežkov. Glavna sta ta 2 svetovna rekorda, ki mi največ pomenita. Bil sem že prej večkrat na poti do svetovnega rekorda, enkrat mi je zračnico razneslo in podobno. Tega sem pa dotaknil po filmčku. Važno je, da dobite predstavo, za kaj gre. You don't know. Nekaj koles sem napravil, jih skušal po Sloveniji promovirati, se pririniti v čim več medijev, ne. No, po tem maratonu pa vsi vejo, kdo je Damjan Zabovnik, vsaj tisti, ki so bili na tem maratonu, ker enostavno niso mogli verjeti. Takrat je bil šok, da sem lahko sam prevozil spredaj s tem kolesom. V bistvu sem odvozil kot kronometer. Tule pred Logatcem sem jim ušel, pa sicer nisem pomahal, sem najraje bi jim, ne.
ker sem bil noter pod prevleko. Takrat je bila 20. Franja zelo dobro spremljena, tudi z motoristi in s helikopterjem so snemali. Tu sem že na cilju. To je šlo 50 na uro po ravnem s takim tekmovalnim tempom. Tu sem začel dobivati mišične krče, je šlo malo počasneje, sem še vedno dosti hitro. Potem sem se pa lotil dizajniranja in ustvarjanja teh koles. Tole je IV1, pravi model, ki sem ga sam izdelal. Matjaž Leskovar se je tudi na rolerjih učil. Tu jaz treniram potem. On je leta 2002 se odločil, da ne bo več sodeloval. Jaz sem pa videl v tem velik izziv predvsem in sem treniral dalje. Si izdelal novo kolo, to je to, ki ga tu vidite, IV2. S tem, da Matjaž Leskovar mi še vedno mi stoji ob strani vsa ta leta in s kakimi nasveti veliko pripomore. Tu ga jaz lanciram v Nevadi, kjer se on tudi dobrih 100 km na uro peljal, kaj več si pač ni upal. Kar je razumljivo, ker do takrat smo največjo hitrost dosegli 90 na uro. Krepko prek 120 na uro bi Matjaž lahko šel tu, če bi dal vse od sebe. Verjetno bi šel 130. Tam smo videli Arneta Hodaliča, ki nas je tudi spremljal že takrat. Lahko se seveda z rokami štarta ali pa s tem vozičkom, ki sem ga napravil, za še malo varnejši štart. To je še sred steze. Tu je pa pol se meri 200 metrov čas. To je tudi moj osebni rekord, 121 na uro. Letos tja nisem šel na isti kraj in sicer zaradi tega, ker sem namensko varčeval denar za izdelavo novega kolesa. Pa steza, asfalt še ni bil preizkušen, zaradi tega sem rekel, grem raje naslednje leto, ko bo vse bolj znano. Tu pa me niso lovili, to je malo drugače. Ampak ni nekih posledic, ker vidite, ti grmički niso žilavi in se ustaviš dosti normalno. V drsenju. Kolikor toliko. To je IV1, ki se je delila levo in desno polovica ohišja. Pri IV2, kot vidite, je deljenje zgoraj spodaj. No, nekaj posnetkov še iz enournih rekordov, ki meni osebno bolj ležijo, ker sem malo bolj zdržljiv kolesar, pa ne toliko šprinterja. Tukaj sem imel sponzorja svojega šefa iz Kalifornije, Dave Saylor in njegova firma Aircrafters. So mi pokrili celo tekmo in me asistirali. Je pa to skupinska tekma, ob eni uri moraš štartati, tako da je kar malo
več nervozen. Po 15 metrih se mora voziček odklopiti po pravilih. Tukaj sem prvič odpeljal 1 uro v Arizoni. No, tukaj ni šlo, ker je bila prehrapava steza. Ko sem prišel pa na to stezo, sem takoj vedel, da tu bo pa več rekordov padlo, ker je bila blazno gladka in zelo varna med drugim. Kot vidite, ograja je do tal, brez kakih količkov. Tudi zunaj je ograja. In se ti praktično nima kaj zgoditi. Dosti široka je. Edino, kar je šlo narobe, so bile padavine, pa prevelika vlažnost zraka. Trenutno nisem svetovni rekord na 1 uro, zdaj je 90,6 km na uro, ampak resno razmišljam, da bom drugo leto nepremagljivo postavil to letvico višje. Tam ste lahko videli malo prej, da sem skoraj iz ceste šel zaradi slabe vidljivosti, ker se mi je toliko zarusila šipa in ogledalo. No, to je spet Ceram, Francija, tu je bila vročina, problem vidite, da je dosti visoko sonce in opazil sem, da v takih pogojih enostavno ne gre, ker se stopiš kot meduza, bi lahko rekel. Ventilacija je seveda omejena zaradi tega, da je hitrost večja, da ne pokvariš aerodinamike. Kljub temu imam eno majhno luknjo pred glavo. Na trebuhu lahko vidite, imam led. Nekaj ledu sem imel tudi pod glavo. To malo pomaga. S tem, da opažam, da je ventilacija zraka dosti bolj koristna kot kakršenkoli led. No, tukaj sem doživel hudo razočaranje. Po 49 minutah sem mogel takole nehati, čeprav bi postal svetovni rekorder, če bi nadaljeval lahko. Tu lahko vidite velik zobnik zadaj, 108 zobcev ima. Torej lahko pozabiš na vse ovire in težave, ki so te spremljale, ko enkrat dosežeš, kar si zadal. To je moj konkurent in to je moj šef bil in to je ena taka mala družba teh kolesarjev. Ni nas prav dosti na svetu. Delamo pa to dosti bolj s srcem zaradi tega. Torej, psihološki vidik. Nekako se rad dokazujem samemu sebi in drugim. V tem vidim eno osebnostno rast, kadar gre prav za res, kadar nekaj nenavadnega delaš in bolj visoko leteče cilje, če izpolnjuješ, pač bolj osebnostno rasteš, več težav pride na poti in bolj zanimiva je ta pot. Sledim svojemu srcu, to mi je tudi izziv seveda. Imam željo po uspehu, da se uveljavim v družbi nekako, tudi ta predstavitev danes mi veliko pomeni in zadnjič sem bil v studiu City, prvič intervjuvan. To so zame pomembne življenjske izkušnje.
Imam željo, da se izboljša svet. Aerodinamika bi lahko bila v vsakdanjem transportu malo bolj spoštovana, kot je. In eno poslanstvo v tem vidim, da povem ljudem, s kako malo močjo se da iti tako hitro. Zdaj, če si voznik, ta pravi, ki si boš upal pritisniti do konca, je zaželeno, da imaš eno odvisnost od hitrosti. Jaz sem kot mali otrok že začel smuk, nisem ga treniral, ampak če smo smučali, sem se jaz pognal smuk, dosti rajši kot kakršnokoli zavijanje. Tisto mi je bilo dolgočasno. In enako tudi na kolesu, kadar po prelazu sledi spust, šele takrat sem jaz res nagrajen, ker se spustim, kolikor gre. Zaželeni so adrenalinski apetiti. Ne. To samo tisti ve, ki si upa recimo pritisniti pedal do konca in tako naprej. To so ene posebni občutki. Zaželeno je junaštvo, to je nekako, a si upam ali si ne upam. Ne. Lažje je napraviti vozilo sam zase, kot sodelovati z drugo osebo, to je sem tudi v okusu. Enkrat sem celo pustil ljudem, da moje kolo pripravijo za en tek tam v navadi, pa se nisem dobro počutil, ko sem sedel v njega, ker cel dan dejansko nisem se dotikal svojega kolesa in nisem vedel, kaj so točno naredili. Nisem se čisto mogel na nje zanesti. In potem, ko je nekaj začelo ropotati zaradi bočnega vetra, sem se tudi kar hitro ustavil. Če bi ga jaz pripravljal, bi verjetno še naprej strmo peljal. Bože, bože, ne. Lažje je mlajšim kot starejšim, seveda. Mladost je norost, ko si mlad, si dosti več upaš. Tako da težje je začeti nekomu, ki je nad 40 let star. Če pa pogledamo prav podzavest, ne bom zanikal, da je eros neka sila življenja, to imamo vsi v sebi, po Sigmundu Freudu, in je to primarna motivacijska energija človeškega življenja. Vse zato pa tudi fuzbalerji se radi z mladenkami kažejo, ali pa tu je en dirkač Formule 1. Ne. Motivacija je zelo pomembna med treningi. Jaz sicer nimam sreče, da bi imel takole vzdušje na treningu, ampak grem pa med prave kolesarje, Marko Baloh in Jurij Robič tudi pridejo in podobni na rundo v Dolu in tam grem jaz večkrat na leto se preskušati z ležečim kolesom seveda. Če bi imel specialko, jim verjetno ne bi sledil. Ležeče kolo je pa malo hitrejše. In družba ti da pravi polet, ne. Čredni nagon in potem daš vse od sebe. Želim si tudi približati ljudem drugačno kolo, tudi zaradi tega sem se potrudil malo lepša kolesa narediti, eno malo serijo sem naredil, jih promoviral. Kdor verjame v to, kdor si upa pokazati, pred ljudmi na takem kolesu, ta ga že uživa, drugi pa mogoče bojo še spoznali prave čare te pozicije, ker je izredno udobno in tudi na potovanju dosti hitro. Lahko pa prispevamo mogoče kdaj tudi k zeleni tehnologiji. Jaz sem delal že načrte in preveril računsko, da bi lahko s 30 kilogrami litij-ionskih akumulatorjev šli 90 km na uro, 500 km z enim samim polnjenjem. Ali še več, to je dosti konzervativno, kar sem tu izračunal. Na 3 kolesih. In seveda z nogami naprej. Pa kako čelado noter, verjetno. Ampak to je dosti, za eno osebo je to dosti zanimiv prevoz. Za razliko od kakega H1 Hummerja od General Motors, ki ima blazno porabo, no ta poraba je za normalno vožnjo v mestu seveda še več pokuri, 20 litrov in več. Priporočam pa tudi naslednji film, Kdo je ubil električni avto, ali Who Killed the Electric Car, če ste mogoče slišali zanj. Leta 1996 so se električna vozila dosti izpopolnjena začela pojavljati in dejansko niso imela nobene hibe, ampak so na različnih področjih presegala navadno vozilo z motorjem z notranjim izgorevanjem. Servis je cenejši in tako naprej, tišja so. No, kasneje so jih uničili politično in z naftnimi lobiji in tako naprej. Velike razlogov, zakaj to ne videvamo več na cestah in zakaj nam ne privoščijo, da bi to videvali in okušali. No, sreča po okusu hitrosti je tudi velika, to je povezano z adrenalinom, to veliko olajšanje in pač en obliv sreče te zajame potem. In v tem kontekstu bi tudi priporočal naslednji film
Bert Monroe je rekel, v 5 minutah lahko doživiš več kot večina ljudi v vsem življenju. Mislil je takrat, ko postavljaš rekord, seveda. In tale film Lovec na rekorde je res ena taka vzporednica temu dogajanju, kar se jaz grem in se zelo poistovečam, lahko poistovetim s tem človekom. Zdravstveni vidik. Zdaj, zdrav duh v zdravem telesu, to vemo. Če samo sedimo za računalnikom, nam tudi možgani počasi krnijo. In zaradi tega je dobro se rekreirati redno, ne samo občasno, ko res nimamo kaj, ko res ni kaj na televiziji več, ne. Je pa past tukaj, če pretiravaš, če hočeš res veliko doseči in ne paziš na kolena, te lahko začnejo boleti. Jaz sem imel tudi že par izkušenj, ko sem mogel počivati, malo treninge odložiti zaradi bolečin v kolenih, ker so se mogla obnoviti. Zaradi pritiska krvi v glavo v tem športu, posebna pozicija je, in dehidracija, celo pride do glavobolov, ne, res so redki, kakšen na sezono ali pa 2, ampak ko te zadanejo, je kar malo mučno. Ob padcih so seveda možne poškodbe, če se zgodi trk, zaradi tega pa izbiramo prizorišča, kjer ni nobene ovire trdnejše z večjo maso, da bi te lahko poškodovala, ne, če bi trčil vanjo. No, enkrat se mi je to zgodilo iz ovinka, to je krožna steza in je konstantno nagnjeno cestišče. Bil sem previsoko zgoraj in potem se mi je zarosilo zaradi pitja in sem padel in me je dol potisnilo v notranjost ovinka, kjer sem pa zadel v količek tiste ograje. Tam vidimo tudi delo hišja in so me mogli priti z rešilcem iskati. En teden sem bil tudi v Nemčiji v bolnici po tistem. S tem, da sem pa tudi 3-krat padel, pri 120 na uro pa ni bilo nič. Zato je to važno. To hišje je res trdno iz karbona in kevlarja narejeno in lahko neskončno časa drsi, brez da bi kaj občutil. Ovir pač ne sme biti. Fiziološki vidik. Zdaj, tu se dotaknemo posebne pozicije, v kateri poganjamo. Poganjamo pa v tej poziciji seveda zaradi tega, da je manjši prečni presek. Na klasičnem kolesu na levi vidite, da je glava najvišje, potem je srce tu nekje, ne, in dejavne mišice so nizko dol, noge. Pri ležečem pa je drugače in zaradi tega so diastolični in sistolični pritiski so drugačni. Predvsem v glavi se to občuti, kriti udari v glavo, če nisi preveč navajen, in v mišicah te začne peči. Premalo pride ali kisika tja, ali pa se preslabo odplavlja mlečna kislina. In jaz sem tudi spoznal, da je dobro trenirati še v bolj ekstremni poziciji, torej na tranžerju si dovolim glavo še znižati in potem telo navadim na te okoliščine. In potem, ko se v tekmovalno pozicijo v tem kolesu spravim, mi je zelo domača. To je precej pomembno, da dosti treniraš v tej poziciji. Kako je z mišico? Tu je en izsek enega filamenta mišičnega. Torej živec dovaja impulze, se ti prenašajo na mišico in mišična vlakna se krčijo. To pa, če bi prerezali eno tako mišično vlakno, izgleda takole. Aktinska vlakna in miozinska vlakna, tam so ene glavice, ki preskakujejo, kajti ene ročice se oprijemajo, nešteto jih je, in skrčijo mišico. In tam vidimo H področje, kadar se miozin ne prekriva z aktinom, takrat tam ni možno preklapljanje in tam ni nobenih mišic, nobenih sil ne nastaja. Torej, aktivno je samo tam, kjer se prekriva. Ravno zaradi tega pa je za ležeč položaj bolj primerna kratka gonilka. To sem pred kratkim spoznal. Zdaj že treniram na gonilki, ki je 120 mm dolga, za razliko od prej, ko sem na 165 mm bil. Enostavno tega nisem verjel, dokler nisem probal in vidim, da je res nekako več energije v mišicah. Pozneje te začnejo peči noge, no. Verjetno pride do boljšega prekrivanja aktina in miozina, ker so manjši koti in potem večkrat več
teh mišičnih celic naenkrat lahko dela in so, kljub temu, da je hitrost do posamezne mišice, hitrost dovajanja teh kisika in hranilnih snovi in odvajanje stranskih produktov, da je počasnejša, ne, je pa veliko teh celic, kadar se dobro prekrivajo aktinska in miozinska vlakna in potem se razporedi, torej integral vsega tega je po mojem večja moč in boljše počutje. Tole je en moj suhi trening na trenažerju, beležil sem samo srčni utrip in lahko vidite, če mi ni prav posebej vroče, če nisem zaprt v aerodinamičnem ohišju, potem lahko ohranim puls tam pod 180 in še vedno čutim, da je to moja maksimalna moč aerobna za 1 uro, ne. Seveda na koncu pride še do enega šprinta. Kaj se mi je pa letos zgodilo v Michiganu, ko sem 1 uro skušal poganjati pod prevročimi pogoji. Tukajle se je puls začel nevarno dvigati na 180 in tule, ko me je Sam Whittingham prehitel, sem še pospešil in ga skušal slediti in potem se je moglo nekje nehati, ne. Enostavno sem bil prisiljen nehati goniti, kljub temu je pa ves čas, tule lahko vidimo, puls je šel gor, hitrost je padala, to je ta modra črta, iz 94 na uro proti 88 na uro, no potem sem spet pospešil, na kar sem nehal, ne, po 50 minutah približno. Tako da hlajenje sem opazil, je res zelo, zelo pomembno. In zaradi tega si bom tudi v naslednjem vozilu, lahko bi že tudi v tem, to je IV2, ne, delamo pa načrte za IV3, lahko bi si umislil takole cev in si jo tudi bom, ki mi bo pošiljala zrak direktno v možgane, v čelo in zaradi tega bo občutek vročine dosti manjši. To že tudi prakticiram, na trenažerju si pošiljam zrak preko ene cevi proti čelu in res lahko rečem, da z večjim elanom lahko gonim. Zdaj se še dotaknimo organizacije. Seveda ne gre, da bi to sam počel in čist sam. Sem srce ekipe, res veliko sam naredim, brez ekipe pa ne gre. Predvsem zaradi asistence, nekdo me more zapreti noter, to se s selotejpom zalepi skupaj. Potem financ ne bi zbral nikdar toliko, kakor mi jih je na primer Arne Hodalič pridobil kot menedžer. Se bom še pol kaj več povedal. Svetovanje, seveda, lahko si še tako pameten, samo enostavno ti ne naredi klik v določenih momentih in lahko celo povem, da vožnja vzvratno ni čist moja ideja, ampak prek brainstorminga mi je prišepnil en moj prijatelj, ki je doma razmišljal o tem. In ko mi je to povedal, sem rekel, ja, to je to. In sem to realiziral. Ključne osebe so Matjaž Leskovar, kot sem rekel, on je pobudnik, da smo sploh začeli s temi hitrostnimi rekordi. In mi je še zdaj podpornik Arne Hodalič, menedžer in fotograf, tudi v medije je marsikaj plasiral že. Igor Akrapovič je simpatizer in me sponzorira v tem trenutku najbolj. David Saylor me je sponzoriral leta 2007, pri njemu sem lahko tudi delal na eksperimentalnih letalih, kar mi je bila odlična izkušnja. Od 2005 do 2007. Boris Brovinski je kustos v Tehniškem muzeju. Mimogrede, moj kolo IV1 je v Tehniškem muzeju v Bistri, si ga lahko ogledate. IV2 sem pa že v Science Museumu v Londonu razstavljal avgusta 2008. No, ta kustos je prišepnil spet Akrapoviču, da me nadalje spet sponzoriral po letu 2007. In Gregor Veble zdaj je tudi zelo pomemben, ker mi za analizo aerodinamike z računalniškim programom zelo pomaga pri dizajniranju naslednjega vozila. In sva naredila na tem področju velik uspeh. Podpora pri izdelavi, zdaj ne bom bral, ali pa recimo to Simon Pivec, Andrej Pagon sta kalup izdelala, Akrapovič je potem še dodal boljše materiale, titan, karbon in kevlar. Pavle Kovač je en mojster, ki je pri rogu delal in mi je tudi vse živo zvaril, pavilco naredil sprednjo in tako naprej. En kup asistentov sem imel, nekaj tudi Američanov in pa svetovalcev.
S tem, da sem tudi tule, lahko vidite, Matt Weaver in Sam Whittingham, to sta dva najhitrejša človeka na svetu in se nisem obiral in sem jih direktno vprašal za kakšne stvari, kako speljati. Moto in dejstva. Vsi, ki so udeleženi v projektu, bi naj bili zadovoljni. Od tega je seveda uspeh odvisen. Če ljudje niso motivirani, pa se lahko ti požereš, ko ne bo šlo skozi, ne? Ker mora biti tudi priprava prava, hlajenje, recimo ledene kocke, prej ohladimo na pravo temperaturo in vse živo. Štart mora uspeti. Zato mora biti en timski duh. Nagibam se pa k enakopravnosti in skušam vse upoštevati. Torej tudi, če kdo, ki nima pojma o nekih stvareh, pa mi kaj pove, ga ne naderem, ampak skušam upoštevati. Velikokrat tudi dobiš od enega čist laika dobre ideje. Ljudem, ki so vpleteni, je seveda skupni entuziazem. Na začetku nisem nobenemu prav nič plačal, v zadnjem času si lahko to malo bolj privoščim. In tudi opazim, da je še nekaj za eno stopničko boljši nivo, ne? Ker je asistent, se dobro počuti, plačal mi je, spoštuje me in tako naprej. To je dejansko v takem svetu živimo, da če ne se ljudje počutijo izkoriščani, če ne dobijo pravega plačila. Pa čeprav si še lahko tako dober prijatelj, ne, z asistentom. Denar ni vse. Ena zgodba iz leta 2001 to pove. Britanski olimpijski prvak v šprintu Jason Qualley je dobil ekipo, ki je imela na razpolago $500,000 funtov in so napravili tole glomazno kolo. Kljub vsemu, da je zelo močan, je lahko šel samo 103,6 km/h. Imel pa je še ob sebi strokovnjake iz Formule 1, ki so bili mogoče malo preveč arogantni in se niso zanimali, recimo od Sama Whittinghama niso našli informacij ali pa od Matta Weaverja, kako te stvari dejansko v realnosti igrajo. In so pač se malo osramotili, ker s tem velikim vozilom pač ni možno iti preveč hitro. Rekord lahko postaviš v lastni režiji, imaš s tem večjo svobodo, nikomur se ni treba prilagajati, če imaš denar za stezo in najdeš opazovalce, sicer ne. Skupinsko pa je lahko boljše pokrito z mediji, pa seveda so manjši stroški na vsakega tistega organizatorja, ki ga je treba plačati. Na vsakega tekmovalca pride manj stroškov, skratka. Tole je eno od prizorišč za rekorde, Battle Mountain. To je navadna cesta, po kateri se vozijo tornjaki, ki prevažajo zlato iz bližnjega rudnika. Je na višini 1400 metrov in tu podiramo samo 200 metrov z letečim štartom ali pa kilometer z letečim štartom ali pa miljo z letečim štartom. Cesta je v povprečju 6,7 promila navzdol, kar se skoraj ne opazi na oko, se pa čuti. 190 vatov bi meni dodalo pri 130 na uro. Torej masa vozila in mene vred je 85 kg. Ta moč 190 vatov bi samo zaradi potencialne energije se dodala. Tako da je kar občutno, ne? Ker v šprintu imam pa jaz recimo 400 vatov. Opel testna krožna steza. Tu sem poskusil 2004, imel sem tudi tam nesrečo. Potem sem v Nissanu, na Nissanovi stezi v Arizoni poskusil, pa na Ceramu v Franciji leta 2008, pa še na Dekri 2008 in Ford letos v Michiganu. Tam je pa tudi krasna steza, zdaj je bila komaj asfaltirana, lansko leto je bila asfaltirana in ima zelo malo kotalno trenje dela kolo na njej. Sponzorji so več kot potrebni. Projekt veliko stane že zaradi same izdelave vozila in potem še zaradi organizacije teh tekmovanj in udeležbe. Lahko se pohvalim s kar nekaj sponzorji. Aircrafters, Microsoft, Akrapovič je zdaj najbolj viden, Src.si, AP Carboline, Trek in tako naprej bi še lahko našteval. Dugast je tamle za gume mi dobre tubularje naredil.
zastonj. Lek je bil tudi malo zraven. Brez teh ne bi šlo in se jim lahko sam zahvalim. Zdaj pa smo prišli do tehničnega vidika. Zakaj tako hitro? Kako lahko gremo tako hitro? Vozila glavnega konkurenta Sama Whittinghama so tu. Tu opazite, da ta človek gleda skozi šipo z glavo, z nogami naprej gre. Njegov konstruktor je Georgi Georgiev, je sicer Romun, to je kanadski tim sicer. Ta Georgi je emigriral v Kanado že v mladosti. Takole je pozicija kolesarja v Varna Diablo ali pa Mephisto. Nazadnje so mu naredili še Tempest, čist novo kolo, v katerem je tudi postavil nazadnje enourni rekord in pa 200-metrski rekord. V Nevadi je šel 133 km/h približno letos. Tu so moji produkti. IV1 je tukaj največji, bil je delan za Matjaža Leskovarja, ki je 1,80 m visok, malo več. Potem je tu IV2, ki ga tudi tukaj lahko prepoznate. In pa v načrtovanju imam IV3, ki je zdaj dokončno že zrisan in začnemo delati pramodel v kratkem. Vidi se lahko, da se ta vozila manjšajo in boste tudi videli, da to pomeni pozitivno za hitrost. Tukaj približno vidite, kako sem v tem vozilu, s tem, da moja glava je tik pod šipo. Ni najboljše slikano, ampak ideja je taka. To je eno kamera kolo od Meta Viverja. Ta človek je še zdaj drugi najhitrejši na svetu, sam ni šel s tem vozilom toliko hiter. Šel je z enim malo bolj, s takim vozilom, ki ima malo bolj top nos, tale ima zelo špičast nos, tu lahko vidite. Testiranje v vetrovniku, njegova pozicija je takale. Kamero ima na enem repu tu zgoraj, potem pride rep, tako kot pri morskem psu. Tu nekje ima pa monitor, ne. Pa baterije rabi seveda za monitor. Meni ta ideja ni toliko pri srcu. No, nekako se zdi, da je preveč laminarno to. Met je kar enih 5-krat poskušal enourni rekord postaviti, pa mu še do danes ni uspelo iti več kot 78,3 na uro. Nekaj težave ima s stabilnostjo, nekaj je imel tudi smole s hlajenjem, ampak vseeno, če bi ta laminarna oblika dejansko delovala, po mojem bi moral iti vsaj 85 na uro. Tudi s kako težavo. Ampak tega še ni naredil. Tole je eno trokolo, spet konstruktor Georgi Georgiev za Sama Whittinghama. Zelo nizko, zelo mali prečen presek s kamero, navigirano. Tule zadaj sta dve kolesi, čist blizu skupaj. No, sem, mogoče ni toliko dobro kolo, mogoče si pa sem tudi ne upa z njim kaj preveč. Se ne počuti dobro s kamero. To je pokazal tudi leta 2006, ko je šel s temle dvociklom na kamero. Samo 87 km/h, to, če tako rečem, je kakih 50 do 100 vatov moči, ne vem zdaj z glave. V glavnem, precej se je bal in nikdar več ni poskusil tega kolesa. Kar je mogoče dobro, ker če se jaz spravim v tako obliko, mu lahko zdaj zelo konkuriram. Izpopolnjevanje IV2 predvsem. Nekaj bom pa tudi izboljšal na IV3. Torej, okvir iz titana in ohišje iz Kevlar karbona se je naredilo junija 2004, prej sem imel okvir iz krom molibdena in pa ohišje iz poliestra. Potem sem se odpovedal pitju, ker me je to motilo. Dvakrat sem padel tudi zaradi tega, ker se mi je pijača zaletela. Pretežko je bilo piti s tem, da imam tudi v ustih ustnik, ne, in nekako nisem mogel srkati dovolj dobro. Potem sem dodal vzmetenje. Sprva so bili elastomeri, to samo na sprednjem kolesu, ker sprednje kolo je manjše in ga bolj trese. Potem sem dodal gel za absorpcijo tresljajev pod glavo, to je tak gel, ki ga imajo nekatere prevleke za kolesarski sedež, naredi res tako udobno podlago. Brzinomer sem si kupil en GPS, majhen tak športni,
ker imel sem nekaj težav tudi z navadnim števcem, ker je odpovedal včasih zaradi treslajev. Izdelal sem si voziček za štart, ste lahko na videu videli, to je tudi kar velik napredek, ker dostikrat smo iz roke se prevrgli. Povečal sem maso na obodu sprednjega kolesa, najprej sem dal slabo kilo svinca, čim bolj na obod, da se je žiroskopski efekt povečal in sem s tem lahko tudi pri manjši hitrosti bil stabilen. Pri večji pa sploh potem gre krasno, drži smer. Pa premaknil sem zrcalo, da sem malo lepše še videl cesto, malo bolj k obrazu sem ga dal. Povečal sem maso še dodatno, potem v Nevadi, ker sem videl, da pri 120 na uro, ko pride kakšna majhna zbuklinca, vseeno še skuša v oscilacijo spraviti. Tisti padci, ki ste jih videli, so ravno zaradi te oscilacije nastali. No, potem je bilo to dosti ugodno. Aluminijast hladilnik sem si naredil, to je tak rezervoarček z vodo pod glavo, ki sem ga ohladil na minus 30 stopinj, recimo, pa malo izolacije je bilo. In se je dobro prilegal vratu in glavi in me je to dodatno hladilo. Potem sem spet odpravil vzmetenje spredaj, ker sem našel stezo Dekra v Nemčiji, ki je bila dosti gladka, da ni bilo pravih treslajev. Pa na Fordu je bilo tudi gladko, tam sem prvič vozil, brez vzmetenja, res, brez problemov. In spet sem svinec stran dal, no. Tako da sem se spet vrnil na tisto, kar sem že imel, ampak to v glavnem zaradi boljše steze in gre v redu. S tem, da malo hitreje moraš reagirati pri štartu, ker je lahko pa mehno je to sprednje kolo. Planiram pa, kot sem pokazal, tudi izboljšanje hlajenja. Recimo, da bo marca IV3 že dokončan. Takole izgleda graf hitrosti, kadar podiraš svetovni rekord na 200 metrov na ravnini. Na 107 sem šel 107 na uro, malo več, s tem, da je temu sledil tudi srčni utrip. Zanimivo tu pa je, da sem potem se odločil nehati pedalirati in je ta hitrost padala samo zaradi pojemka, zaradi zračnega upora in kotalnega trenja. In iz tega sem lahko izluščil, koliko je koeficient zračnega upora in kakšno je kotalno trenje. No, to sem že večkrat počel, ampak ko greš postavljati rekord, je vse optimalno zlepljeno in pripravljeno. Zaradi tega so te meritve še toliko bolj pomembne. Pa tudi na taki brzini si redko kdaj na 100 na uro, ne? Tu daš vse od sebe. In iz tega potem dobim, kot sem rekel, koeficiente in lahko simulacije naredim. Tu je ena simulacija, koliko bi šel letos lahko v Nevadi s tem kolesom. Če bi dal od sebe tako moč, tule je temno-zelena moč nekako ven izluščena, ki sem jo na Dekri med svetovnim rekordom tvoril, ne, tako moč. Lahko to tudi s tako bolj zvezno močjo simuliraš svetlo-zeleno in to bi šlo tam nekje čez 130 na uro. Deleži izgub pri IV2 gre za tole kolo. Pri 90 na uro je približno 60% zračnega upora, pri 130 na uro je ta delež 77%. Medtem ko kotalno trenje je od 21 do 38%, pri 90 na uro je 38% seveda kotalnega trenja. Masa vozila je 25% vse mase, seveda od mase je odvisno kotalno trenje. Zdaj človek lahko malo olajša kolo, sam ne pridobi dost, ker par kil se tu ne pozna toliko. Torej, procentualno od teh 25% pa pol še procentualno od kotalnega trenja. Ni ne vem kakšna številka, se pa seveda pozna. Zaradi mase je seveda tudi pospeševanje oteženo. Ampak spet ni toliko velik faktor, da bi moral vsako ploščo prevrtati. Prenos pogona pa je skoraj zanemarljiv, tam ocenjujem 1 do 2%, ne me za besedo držati. To mislim, da sem enkrat prebral na internetu. Verižni prenos. Za razliko od klasičnega kolesa, tam je dvakrat manjša hitrost lahko, pa predstavlja zračni upor recimo 90-95% izgub, ker je pač oblika tako slaba. Deleži izgub pri IV2 še enkrat stabelo. Tu je od hitrosti 25 km na uro, ker vidite, da je zračni upor zanemarljiv, 2 W, je pa še vedno nekaj kotalnega trenja.
Potem 40 na uro, to sem enkrat poziral za kamero, sem šel 40 na uro in je tako, da lahko zehaš zraven dejansko, se vidite 43 vatov vsega skupaj. Potem pa hitreje, ko greš, bolj se moraš potruditi. 90 na uro je nekje aerobna moč, pri 130 na uro, pa če je še malo navzdol, to pa lahko dosežeš z vso svojo šprintersko močjo. Vpliv pogojev na hitrost, to so temperatura, vlaga, nadmorska višina, nagib cestišča, veter. Torej, temperatura zredči zrak in zaradi tega je lažje. Če pa postavljaš daljše rekorde, kot je 1 ura ali več, te že ovira zaradi pregrevanja možgan, seveda, če imaš kakorkoli. Če je prevroče, je prevroče. Vlaga prispeva k redkejšemu zraku, ker je specifična teža vode, torej voda je lažja, para je lažja kot povprečna masa delca zraka, zaradi tega je vlažen zrak bolj hiter. Ampak te pa moti, ker tvoj pot ne izhlapeva tako učinkovito. Seveda imam nekaj ventilacije skozi v hiše, da me hladi, in če je vlaga prevelika, je podobno turški savni. Nadmorska višina, z njo pada gostota zraka, zato ločimo rekorde z mejo 700 metrov nadmorske višine na nižinske rekorde in višinske rekorde. Če gremo previsoko, pa je delež kisika lahko v zraku že premajhen, zaradi tega ne bi priporočil iti nad 3000 metrov ali pa 2000 metrov. Tam je že mogoče kritično za človeški organizem. Nagib cestišča seveda zelo vpliva. Kot sem rekel, tale nagib, kot je v navadi, je največji dovoljen in se zelo pozna. Veter med enournimi rekordi se pa ne pozna po mojih izkušnjah. Pa če tudi bi ti pihalo recimo 6 km na uro v rep, v hrbet, no jaz grem s hrbtom naprej, ne morem tako reči, v rep vozila, bi se recimo kilometer, 2 kvečjemu to poznalo, ker so še druge izgube. In veter ti tudi dostikrat pokvari aerodinamiko, sploh če je bočen. Takole se lahko izbira tloris oblike ohišja, zato je bil tokrat zadolžen Gregor Veble, ki je kar nekaj teh tlorisov preizkusil in njihove lastnosti, in sva se potem odločila za en tak srednje laminaren profil, ki je tamle na levi, to sem hotel tule, za IV3, in verjetno bo zelo dobro deloval. Tu je narisano, kako pritiski delujejo na površino IV2. Vidi se lahko, da se tule zrak dokaj hitro pospeši na nosu, torej je malo preveč top nos. Pa tule imam malo izbočen del, ker imam ogledalo čim višje, da vidim čim boljše. Zato je tule plavo, torej naraste hitrost preko tega dela. Pritisk je pa, drugo največji pritisk je seveda na repu. Tu so pa pritiski najmanjši na največjem preseku vozila. Če pa primerjam to z IV3, je nekako lepši prehod na nosu, in kar nakazuje, da bo laminarnost boljša. In glavna prednost tega vozila pa je, da ima vso površino skupaj manjšo od IV2. In tu so te prednosti, kot sem rekel, manjša površina. Zaradi tega bo manjši zračni upor, ker zaradi površine pri teh lepih oblikah in večjih hitrostih je največ upora nastane, torej površina tega ohišja vse skupaj mora biti čim manjša. Seveda prečen presek je tudi pomemben, ampak mislim, da kako šestino doda vsega skupaj. Bolj laminarna oblika, zaradi tega bo domnevno manjši zračni upor, kajti če je obtekanje laminarno, je mislim, da 5-krat manjše trenje zraka ob površini. Gonilka je manjša, zato bom lahko boljše poganjal, pa tudi zaradi tega je manjše ohišje. Več teže se prenese na zadnje kolo, ki je večjega premera. In
bolj ugodno je, to bomo videli tudi v enačbi, če je tisto kolo, ki je večjega premera, bolj obremenjeno kot tisto, ki je manjše. Glava voznika bo malo bolj v tem položaju, malo bolj bom priklonjen, bolj bo pokončna in bom zaradi tega lahko malo boljše lovil ravnotežje in tudi dihal. Prej sem bil precej tako nazaj, malo neugodno, ampak je šlo. Boljše bo pa tudi hlajenje, kar sem že pokazal. Zdaj tu je enačba za kotalno trenje, ki je neposredno povezana s težo, ne? In pa s koeficientom kotalnega trenja, ki ga pa lahko razdelimo na sprednje kolo in na zadnje kolo. In je seveda delež potem važen. Recimo, da je na sprednjem kolesu takale številka za kotalno trenje, tu pa na zadnjem kolesu manjša. Potem je bolj smiselno bolj obremeniti zadnje kolo kot sprednje kolo. Kakor vidimo tukaj pri IV2, ko je sprednje kolo bolj obremenjeno, pride številka 0,0036. Pri IV3 se pa pričakuje zaradi bolj ugodne razporeditve teže 0,0034. Pri enakih kolesih in enakih gumah seveda in enaki podlagi. Vse to vpliva na kotalno trenje. Enačba za zračni upor je povezana s prečnim presekom, s koeficientom, ki je povezan z obliko, potem gostoto zraka, pa hitrostjo. Povezava je pri turbulentnih oblikah s kvadratom hitrosti. S tem približkom sem se tudi jaz zadovoljil v vseh simulacijah. Tu je še ena enačba, zakaj je vlažen zrak lažji, mislim, ima manjšo gostoto kot suh zrak, namreč povprečna masa delca v zraku, ki je suh, je 29. Voda pa ima 18, težo 2 H2O, 2 vodika, 1 kisik. In zaradi tega potem več, ko je vlage, manjša pride gostota po tele enačbi za zrak. In z meritvami sem izluščil, seveda sem meril tudi, vlažnosti nisem, ampak sem pa upošteval nadmorsko višino, kjer sem delal meritve, pa temperaturo zraka, to je ključno. In sem prišel, da je do tele številke, da je CDA, to je skupaj z površino, količnik upora 0,015 kvadratnega metra. Ocenjujem, da sem to na 3% natančno dobil. Za IV3 pa sem prišel do, seveda, kolo še ni izdelano, to je samo s pomočjo programa in pa še malo tako čez palec, da bo 0,0129 plus minus 10% nekje relativne napake. To pa pomeni od te številke nekje, če bo res vse super, do tele v najslabšem primeru, kar je še vedno boljše od IV2, kar za precej. Zračni pritisk pada z višino, to sem že povedal, po tele eksponentni funkciji, kjer je H0 okrog 7000 metrov in izhodiščni pritisk 100.000 paskalov, torej 1 bar. In potem se prepolovi pritisk že pri višini 5400 metrov in tako naprej se redči atmosfera v Zemlji, okrog Zemlje. Izluščimo napoved novega enournega rekorda. No, dajmo, če smo znanstveniki, se znanost ima za nalogo, da napoveduje z pravimi podatki. Če je možno z IV2 v 1 uri prevoziti 91,8 km, to je rezultat, ki si ga upam napovedati, če bi res izpopolnil hlajenje in se vrnil na stezo v Michigan ali pa na Dekro. Potem bo z IV3 v 1 uri možno iti, če upoštevamo en količnik zračnega upora ali pa drug količnik zračnega upora, potem tudi prevoženi kilometri variirajo od te cifre 94,8 do 98,9 km. Ne bi pa zdaj špekuliral, koliko hitro je to v Nevadi, kjer je še malo navzdol, pa redkejši zrak, pa tako naprej, ker mislim, da bi bilo prehudo. Takih cifer pa se že malo bojim, tam, 135 na uro. Jaz sem šel na več 121 in bom videl, kolikor si bom upal, toliko bom, upam, tudi šel. In mislim, da smo zdaj prišli že do konca.
Jaz imam eno škatlo z polnimi DVD-ji. Sem za vsakega od vas zapekel 4 videe za vas, tako da vas res prosim, da si vzamete to in pogledate mojo spletno stran. In hvala za pozornost. No. Hvala.